Kaj imajo skupnega Vipava, Šentjur, Gornji Grad, Dornberk in Kamnik? Vsi ti kraji so domači kraji naših odličnih paralimpijcev, kjer so jim v pričakovanju letošnjih paralimpijskih iger v Parizu pripravili prav posebna sproščena družabna srečanja. Ja, zelo lep pogovor, zelo lepo je Mateja pripravila, tudi obiskanost je bila zelo lepa, me je prav presenetilo tako prijetno vzdušje, tako res župan je zelo lepo povedal, se me je zelo dotaknilo njegov govor, tako da sem zares vesel in s tem še bolj čutim, kako je res občina diha z mano za te olimpijske igre. Paralokostrelca Živa Lavrinc in Dejan Fabčič, parastrelec Franče Goraztiršek, paraatlet metalec diska Henrik Plank ter parakolesar Anej Doplihar so pred zvedavim avditorijem večinoma mladih poslušalcev podoživeli svoje šolske spomine, se spomnili prvih športnih ljubezni ter jim predstavili svojo življenjsko pot, ki jih je pripeljala v parašport, ter svojo neomajno voljo, predanost in trdo delo, ki jih je v parašportu pripeljala do uspehov. Pogovore s parašportniki je vodila zlata paralimpika, nekdanja igralka paranamiznega tenisa Mateja Pintar-Pustovrh. Henrik, dobrodošel med nami v tejle krasni družbi zagotovo radovednih otrok. Ste radi hodili v šolo? Zakaj? Ja, ne? Ja, v šolo sem hodil takrat rad, če sem se prejšnji dan učil. Če se pa nisem, potem sem pač malo manj rad šel, ne. Na šolah so jim svojim programom ponekod pripravili prave male časovne kapsule, s katerimi so znali prebuditi mnoge občutke. Poklonili so se njihovim dosežkom in jim dali vedeti, da so pomemben in nepogrešljiv del družbe. Fantastično, res, jaz sem speechless, mislim, brez besed so me pustili. Emocije so na dan prišle, res je bilo lepo, kako se je ta šola zame zavzela, to je bilo neverjetno. S takim sprejemom, s tako performansom. Mala prožna punjava, slike, kje so te slike z naftalina našli, to je res lepo. Dvakrat sem kar malce težko dihal in bremzal solze, kajti videl sem vse te iskrice v očeh, kako poslušajo, kako spremljajo in konec koncev tudi začutiš to njihovo srečo, ko si del njih in da verjamem, da navijajo za mene. Predvsem je pomembno zato, da dajo nekako ti naši športniki sporočilo tudi drugim, da kljub spremembam, ki so jim se v življenju zgodile, da jih lahko v bistvu pot pelje tudi navzgor, morda skozi šport, morda skozi druge aktivnosti, ampak pomembno je to, da vedno, kjer je volja, je tudi cilj. Prav je, da se v njih piše in da jih spoznajo bolj tam, kjer živijo in tam, kjer v bistvu doprinašajo s svojim športnim dosežkom kot osebnostjo velik doprinos tako občini kot ljudje, s katerimi živijo. Mladi so lahko tudi sami malce pokukali v njihov športni svet, jim tudi sami zastavili vprašanja in preizkusili njihove športne rekvizite. Tudi vrhunski parašportniki si radi vzamejo čas za sproščeno druženje, a v prihodnjih tednih bo njihov fokus vedno bolj usmerjen zgolj proti igram v Parizu. Že to, da se je norma naredila, sem presenečen, ker rama v bistvu ne more počivati, ker se moč pač poganjati, v bistvu mi delamo z rokami in je težko to pa sanirati. Luka je pač naredil en tak dober program, kar se tega tiče, vse rezultati kažejo tako. Bomo probali še nekaj dodati, če se bo dal, moram pa tudi reči, da imam dobra fizioterapeuta. Veliko treninga, eno tekmovanje še imamo, potem pa res ta finalne priprave za Pariz.